Lep pozdrav iz studija Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru bomo govorili o športnem strelstvu in zato smo v studio povabili Janeza Jereba. Lepo pozdravljeni. Živijo. Kako bi nam opisali, kaj je športno streljanje? Ja, zdaj, ta športno streljanje, kad se jaz z njim ukvarjam, je šport iz pištolo pa s puška se strele. Učlanjeni smo v mednarodno zvezo IPSC, tudi streljanje samo se imenuje IPSC streljanje. Ne? To je praktično streljanje iz pištolo velikega kalibra ali pa puška velikega kalibra. Ampak samo tekmovanje ni statično postavljeno, imate poligone. Ja, postavljeni so poligoni, to je praktično streljanje, se pravi dinamika. Imaš statične in dinamične proge, se pravi, da se premikaš po progah, streljaš v premikanju, streljaš z mesta, pač vse, kar je čim hitrej, pa čim bolj natančno, kar se da. Ne. Tudi samo slogan IPSC-a je DVC, kar pomeni diligentia vis celeritas, to je latinski izraz, se pravi natančnost, moč in hitrost. Vse to moraš ukomponirati pri tem streljanju, pa si nekako v špici. Si tarče lahko vnaprej ogledate ali se tarče pojavljajo naključno? Tarče si jo ogledaš progo, celo si jo ogledaš prej. Ponovadi je tako, da proge so znane že vnaprej, ne, najavljene, koliko streljne proge bo. Približne postavitve veš. Pa na samem streljanju, na sami tekmi imaš pred tekmo oziroma pred nastopom na progi imaš briefing, se pravi, da ti povejo, sodniki ti povejo, koliko strelov je na progi, koliko tarč, streljnih tarč, nestreljnih tarč, koliko je tarč železnih, naprimer, ali pa. In vse to veš, pojmaš pa določen čas za ogled. Zdaj, če je proga kratka, proge so kratke, srednje in dolge, vsebujejo tam od 12 pa do 32 strelov. Spotom pol si progo ogledaš, pač, kad ti enkrat dovolijo na progo jet, ne, ti povejo pač v 3 minutah ali pa 4 minute imaš za ogled, ampak to je za ogled 4 minute za celo skupino, rečemo zdaj, drug rečemo skodi, ne. V skodu je lahko, ne vem, 5 strelcev, lahko jih je tudi 10, rečemo na levelih, ki so tekme rangirane po levelih, level 1, 2, 3, 4 in mislim, da je tudi 5, ne, so rangirane in po teh rangih tudi vidiš, rečemo, so tekme bolj zahtevne. Ne. Višji, kaj je rang, bolj je zahtevna tekma. In imaš čas za ogled na progi, rečemo 3-4 minute, ampak to vsi skupaj. In to greš skozi progo, da si ogledaš, kje boš delal menjave, če so potrebne. Ker ponovadi, če imaš ti neko kategorijo, kot rečemo klasik, iz pištolo si omejen na 10 strelih in moraš vse ukalkulirati, kje boš naredil menjave, da boš čim manj izgubil, pa pač čim boljš prišel skozi, ne. Omenili ste streljne in nestreljne tarče. Kakšna je razlika? Razlika je ta, da nestreljna tarča ti deva negativne točke. Se pravi, nestreljnih tarč se moraš vsekakor izogibati. Streljne tarče so tarče s 3 poli, točkovalni poli A, C in D. Točkovalno polje A ti prinese 5 točk, točkovalno polje C ti prinese 3 točke in D polje ti prinese 1 točko. Seveda to, če streljaš minor. To je pač ena podkategorija. Major je pač druga kategorija, se pravi močnejša municija, močnejši kaliber in ti da drugačno točkovanje, bom rekel močnejše točkovanje. Pri majorju imaš točkovanje A ti je lahko 5 točk, polje C ti je namesto 3, ti je 4 točke in polje D ti je 2 točki. Tako da to se ti pozna. Rečemo, imaš pistolsko kategorijo standard, obedva, naprimer, streljava isto kategorijo, sva v isti kategoriji, samo nekdo strelja minor, recimo jaz sem skozi streljal minor, nekdo strelja pa major, ne. In je on po točkovanju bolje točkovan, če rečemo zadene. Jaz sem obsojen, da moram streljati, če čem nekje biti v enemu
dobremu rangu moram streljati po alfah. Ne, se pravi, po A polju, ki je točkovano spet enako, kot je točkovano pri njemu, pri C polju sem že udarjen za točko, ne. Pri D ravno tako, ne. Tako da to je v bistvu tak šport. Je pa zadeva se ti podraži, ne. Če greš ti iz minorja v major, se zadeve podražijo, ne. Kako pa je s treningi? Kje lahko trenirate? S treningi je tako, da jaz sem včlanjen v strelski klub oziroma v strelsko društvo prostega streljanja Cerkno. Strelišče imamo na Lajšah, nad Cerknim, tako da si to poslužujemo za treninge. To je to. Drugače pa po večinoma izkušnje nabiraš pa na tekmah po večini. Ni pa vaše društvo edino, ki se v naši občini ukvarja s praktičnim streljanjem? Ni edino. V Sloveniji je teh društv čez 40 aktivnih, tako da tudi v idrijski občini je še eno društvo pred kratkim ustanovljeno, Arkus Center v Godoviču. Tako da bom rekel, društvo v Sloveniji je dost. Je pa to dokaj nepoznan šport, čeprav v svetu zelo prosperira, gre zelo naprej, zelo se hitro razvija, sploh na področju Rusije, pa bom rekel, bivših držav Rusije in tega. Je pa nekako to mednarodno zvezo IPSC v druženih, mislim, da je čez 108 držav. Omenili ste dva društva iz naših krajev, koliko je pa število tekmovalcev? Aktivnih tekmovalcev je tam okoli 10, nekje zadnje čase, več ali manj se tam giblje od 10 do 12, nekje več ne. Sami ste se pred kratkim vrnili iz Slovaške, kjer ste na mednarodni tekmi osvojili 3. mesto. Nam lahko kaj več poveste o tem dosežku? Ja, v bistvu zadnja tekma je bila, letos smo malo prikrajšani s temi tekmovanji zaradi znanih razlogov. Zadnja tekma zdaj je bila na Slovaškem, level 3, prestavljena iz maja, bi mogla biti že v maju, pa so zdaj prestavili, pač smo imeli prejšnji teden. Dosegel sem 3. mesto, to je eno mojih boljših uvrstitev na zunanjih tekmah. Je pa tako, da dosegel sem 3. mesto v svoji kategoriji, se pravi kategorija senior, strelec nad 50 let, pa streljanje iz puško, se pravi pištol kaliber karabin. Tako da to je eno, bom rekel, moje od zunanjih tekm, eno od boljših uvrstitev. Sicer pa so tekmovalci iz naših krajev tudi zelo uspešni, kakor ste mi zaupali pred tem pogovorom. Ja, Slovenci imamo kar nekaj dobrih strelcev. Predvsem v zadnjem času je iz Ljubljane en strelec Robert Černigoj. Zelo dober, bom rekel, ne dober, odličen. Pred kratkim oziroma lansko leto je bilo Evropsko prvenstvo v Beogradu v kategoriji klasik, je dosegel 1. mesto v Evropi, tako da bom rekel, je kar. Pa tudi imamo strelce v standardu, seniorske ekipe je izredno dobra. Pred leta 2016 mislim, da so na Madžarskem, ne vem točno, je bilo v Felso Tarkaniju, mislim, da je bilo gor. Na Madžarskem Evropsko prvenstvo ravno tako so dosegli ekipno 3. mesto. V tej ekipi je bil tudi član našega društva DPS Cerkno, Valentin Kobal. Ravno tako so ponovili 3. mesto lansko leto v Beogradu, ampak ni bilo Valentina Kobala več v tej ekipi. Tako da bom rekel, kot zastopanje slovenskih strelcev na tem IPSC streljanju je dokaj dobro tudi po zunanjih tekmah. Predvsem zdaj bom rekel, je ena taka ekipa, ki hodi več ali manj okoli standardno tam 10 do 15 strelcev in se kar udeležujejo teh tekm levela 3, kar je tukaj v bližino, rečemo Madžarska, Srbija, pa Slovaška, Poljska, Češka, tako da nekaj tudi v Italijo. In so rezultati kar zadovoljivi, ampak se o teh pač ne govori, ne vem koliko, ker bom rekel, je dokaj neznan šport. V vašem klubu pa so tudi uspešne strelke, če se ne motim. Ja, imamo eno zelo uspešno strelko iz Cerknega, Tadeja Vančina.
v svoji ženski kategoriji kar lepe rezultate dosega, tudi na nivoju zunaj na tekmah levela 3. Zdaj točno rezultatov ne vem, ampak imam nekaj lepih uvrstitev, tako da je kar. Omenili ste že, da ob nastopih uporabljate različno orožje, puške, pištole. Pa bi vas prosil, če malce podrobneje predstavite to svoje orožje. Pa dajva začeti kar iz puško. V bistvu je platforma AR-15, to je polavtomatsko orožje pištolskega kalibra, se pravi 9x19. Je pa, bom rekel, ta je čist nek tak osnovni model, nič kaj posebno, bom rekel, niti nekajšna dirkaška zadeva ali karkoli, ker na tekmah vidiš vseh sort. Ta je že malo dodelana, v originalu ni taka, v bistvu je držalo, se pravi handguard, varovalo čez cel menjano, menjanje zadnji del kopito. Menjano je, bom rekel, menjanje utež, proti utež noter in blaženje, se pravi, da imaš čim manj odsuna. Menjanje sprožilc je lažji, to je pa dodana optika, dodan je kompenzator za blaženje odsunov. Čeprav na temu pištolskemu kalibru je kompenzator več ali manj malo bolj zaradi izgleda kot same funkcije, zaradi tega, ker je pištolski kaliber pač malo specifičen. Ima premalo plinov, da bi to bilo v veliki funkciji. So pa to razbijaške zadeve. Če bi rekel, je le pištolski kaliber, ampak zadeve kar popstijo. Se pravi, da moraš določene zadeve, določene vijake varovati z lepilom in tak naprej. Pa to večkrat kontrolirati in to je to. Kaj pa pištola? Pištola, ta pištola je namenjena za standard. Standard pištola, češka zbrojevka, prav model je Tactical Sport, ravno tako v kalibru 9x19. Zanimivost je ta, da ta pištola sprejme v normalnih okvirih 20 metkov, se pravi 20 nabojev, s specialnim oziroma z dodatnim podnom na samem magazinu dobiš dodatno +1, v nekaterih primerih +2 dodatna metka, kar ti veliko pomeni v tej kategoriji, rečemo sploh, kadar imaš proge, ki so nekje, rečemo tam na limitu, pa rečemo 16-18 strelov, imaš še pač če imaš normalen nabojnik, imaš 2 rezervi, pač si lahko privošiš kakšen kiks, pa da lahko popravljaš. V primeru pa rečemo, da imaš dodatno +2 naboja, si pa nekaj prosperiral, ni treba narediti menjave, naprimer, ali pa nekaj, tako da se to pozna. Je pa razlika, rečemo, kaj imaš kategorije, če bi naštel sam kategorije, pištolskih kategorije, začnemo pri klasiku, to so pištole tipa 1911, pardon, ali pa kloni 211, se pravi 2011, enoredni okviri. In imaš v tej pištoli klasiki imaš minor in major kategorijo, se pravi minor kategorijo streljajo iz 9.19. Najmanjši kaliber v IPSC strelstvu je 9.19. Manjega kalibra ni, tako da, pa rečemo, major je pa 40 Smith & Wesson, pa 45 ACP in tako da te močnejši kalibri, ki ti tudi dajo boljše točkovanje na samih tarčah. Pol naslednja kategorija je produkcija, ta je najbolj razširjena. Ta je najbolj razširjena v bistvu v strelstvu, največjih je tam pač najlažje prist, bom rekel, do orožja produkcijskega, tudi cenejši je. Niso dovoljene neke posebne dodelave, lahko pač dodelaš, rečemo, ne vem, proženje ali pa kaj takega, drugače pa drugih posegov, čeprav tudi proženje ne sme biti lažje, kot so določene. To
pač to kil mora biti na proživcu in pod to ne smeš past, ker si posledično diskvalificiran ali prekategoriziran v kategorijo. Iz produkcijsko pištolo si lahko prekategoriziran v kategorijo standarda. Ne? Sicer pa poleg orožja rabite za sam nastop tudi nekaj druge opreme. Ja, rabi se kar nekaj opreme. Prvo kot prvo za pištolsko streljanje rabiš hlače, ki morajo biti iz pasanti, se pravi, da moraš imeti pas. Zdaj pas je poseben, rabiš dva pasova, se pravi podpas, ki je v bistvu pas kot na ježke, čist mehak pas, nič kaj posebnega. Pa je pa nadpas, nad temu pa pride pas, ki je bel trd in se v bistvu ta podpas dineš ti skozi pasante na hlačah, ne? Lahko imaš kratke, lahko imaš dolge hlače, to ni pač od letnega časa. Eni so poletni po zimu v dolgih, eni so pač poleti v kratkih, kukar kjer mu paše. In ta pas gre čez. Ta pas je bel tok. Tok je lik zaradi tega, da se ti to, ko izvlačiš pištolo ali pa nabojnike dodatne, ki jih imaš, ne? Da se ti to ne previva, pač da je zadeva lažja. Ne? To je od pasu. Zdaj, jaz v bistvu na tem pasu nimam držala za pištolo, zaradi tega, ker kategorija puška tega ne rabi. Pač to daš dodatno gor, namontiraš za pištolske tekme. Ne? Imaš pa lahko na držalih, je dovoljen tudi magnet. Je pa tako, da pri vsej tej opremi je tako, da moraš imeti pištolo in nosilce za nabojnike za bočno kostjo. Ne? V bistvu ne sme biti naprej. Ne? Razen v kategoriji Open, pač je ena posebna kategorija, kjer imaš lahko nabojnik tudi, bom rekel, pred sabo na trebuhu nekje, ne? Pač ni to. Medtem ko za vse ostale kategorije pa velja, da so nabojniki, oziroma je tako, tudi kategorija Revolver ima lahko dodatne tiste nosilce od spredaj. Medtem ko so vsi ostali in klasik, produkcija, standard imajo pač na pasu za bočno kostjo. Koliko nabojev letno izstrelite? To je čisto odvisno od sezone. Letos jih je malo manj. Ko sem začel tam leta 2016, jih je bilo pa, bom rekel, po sezoni kar tam med 15 do 20 tisoč. Kar količina, ne. Ampak, bom rekel tako, za razmere, za enega strelca, če češ ti neki rezultat, je to čist, bom rekel, dost premalo, no. Dost premalo. Kakšne so vaše želje vezane na praktično strelstvo v prihodnje? V prihodnje jaz nič kaj veliko ne planiram naprej, še kakšne 2-3 sezone bom probal odstreliti, pač zdaj, ker sem pač v tej kategoriji kot sem. Bomo povedali, kaj bo čas prinesel, zaradi tega, ker najboljša leta nekje za strelca so tam okoli 30, 35, pa počas to, če ne delaš, bom rekel, na fiziki, na vsemu, ne, počas to popušča, ne. Janez Rep, najlepša hvala, da ste se udeležili tega pogovora in nam predstavili to praktično strelstvo. Hvala tudi vam za povabilo. Mislim, da je to en tak lep šport, ki bi ga mogli malo večkrat omenjati, tudi v drugih medijih. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled in vabljeni tudi k ogledu prihodnjih prispevkov Studia Idrijskih novic.